Pozdravljeni! Danes je sreda in na vrsti je kot običajno komentar novic. Poglejmo si skupaj, kaj se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat, kot običajno, bo naš prispevek razdeljen na 4 ločene dele, na 4 sklope. In tudi tokrat, vkolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do vseh originalov navedene v opisu. A da ne bomo, kot ponavadi, predolgi in preveč dolgočasni, je najbolje, da se lotimo kar naše prve teme. Našo prvo temo začenjamo s člankom, ki je bil objavljen na spletnem portalu motorsport.com 6.6. V njem se odkrito piše o tem, da so pri Red Bullu malodane kopirali ekipo Williams. Gre za obliko, ki jo vidimo tam na samem robu dna, za režo, kjer je navdih dobesedno prišel z bolida F245. Ampak mnogi navdušenci so začeli s pripombami, da bolid ekipe Williams je izjemno enostaven in še zdaleč ne tako sofisticiran kot Red Bull. In vkolikor se spomnite, pred nekaj dnevi sem napravil poseben prispevek, kjer sem skušal primerjati dna bolidov Red Bulla, Mercedesa in Ferrarija. In vkolikor vas zanima, tisti prispevek je bližnjica tam zgoraj. Sedaj si bomo pa ogledali, kako izgleda spodnja stran Williamsa F245. In že na prvi pogled je jasno, da tu dno ni tako sofisticirano, ni tako kompleksno, je bistveno bolj enostavno kot tisto, ki smo ga videli pri Red Bullu RB19. A konec koncev se moramo tu strinjati z dejstvom, da vkolikor oblika deluje, ni potrebno, da je ne vem kako obdelana, ne vem kako sofisticirana, da prikaže določen rezultat. In vkolikor pri Red Bullu so imeli neko težavo, zakaj ne bi posnemali Williams, če so imeli pravo rešitev? Tu bi rad poudaril nekaj. Znano je dejstvo, da je Adrian Newey, kar se tiče njegove osebnosti, izjemno skromen. Če vidi neko idejo, ki ga navduši, ga ni sram kopirati. Namreč zavedati se moramo nekega dejstva, da ideje, rešitve so lahko dobre ali slabe, ne glede ali so nastale pri ekipi Ferrari, tovarniški ekipi Mercedes, Red Bullu ali v tem primeru pri Williamsu. Glavno je, da določeno hibo, ki ga ima model bolida Formule 1, odpravijo. In sedaj, če so pri Red Bullu dobili navdih pri Williamsu, nam je lahko jasno, da tudi manjše ekipe Formule 1 vsako toliko dobijo tisto pravo idejo. In to je nekaj, kar Adrian Newey zna spoštovati, bistveno bolj kot marsikateri drugi, ki sledi Formuli 1, vprašanje pa je, koliko jo razume. A pojdimo k našemu drugemu sklopu. Na veliki nagradi Španije se je zgodilo nekaj, kar je pa verjetno večina izmed nas morda prezrla. Kot poroča spletni portal RaceFans v članku, ki je bil objavljen 6.6., je Georgeu Russellu uspelo premagati Red Bull. In res. George Russell je dirko za veliko nagrado Španije začel za Serhijem Perezem in jo končal pred njim. Torej, to, čeprav je
po svoje bistveno manjša zmaga, kot se vam je zdelo pred nekaj sekundami, nas lahko obdaja z nekim optimizmom za prihodnost. Sergio Perez je bistveno počasnejši od Maxa Verstappena. Tu se verjetno strinjamo vsi. Ampak Red Bull RB19 izgleda, da nima takšne prednosti, kot smo si domišljali. Razlika med tistim, kar je pokazal Perez, in onim, kar je pokazal Verstappen, ni toliko v bolidu, kot je po mojem skromnem mnenju v samem vozniku. A poleg tega bi rad vašo pozornost usmeril k drugemu članku, ki je bil objavljen isti dan. Na uradni spletni strani Formule 1 F1.com smo videli izjemno dobro poglobljeno analizo, ki jo je pripravila Bernie Collins. Ime, ki je verjetno marsikomu izmed vas neznano, ampak Bernie se je ukvarjala s strategijo tako pri ekipi McLaren, kot nato pri Force Indy in je bila tam prisotna v vseh tistih spremembah, ko je ekipa postala Racing Point in na koncu Aston Martin, kjer je seveda vodila celoten strateški oddelek. Članek je izjemno poglobljen in nam zadeve prikaže iz drugačnega zornega kota, kot smo vajeni. In verjetno ni treba posebej poudarjati, da Bernie Collins ima bistveno več izkušenj in več znanja glede strategije Formule 1, kot jo ima povprečen navdušenec, kot sem na primer sam. In tu lahko vidimo, na primer, kje je bila težava Carlosa Sainza mlajšega na dirki za veliko nagrado Španije. In to je bila vzdržljivost samih pnevmatik, namreč v prvem delu, na začetku, je bil sposoben držati ritem, na primer, obeh Mercedesov, ampak ker je bistveno prezgodaj zamenjal pnevmatike, se je to poznalo na naslednjih stintih. Te so se podaljšali in Sainz v bistvu ni bil več sposoben držati tistega ritma. A seveda, tu imamo tudi analizo prvih 5 voznikov. In seveda analiza, ki je nekaj posebnega. Namreč vsa je nekako primerjena s tistim, kar naj bi bil nek povprečen idealen čas Maxa Verstappena. In tu vidimo, kako se je ritem dvigal in spuščal, glede na tisto povprečje, ki ga je seveda na koncu dosegel sam zmagovalec dirke. In tu bi rad poudaril neko zanimivost. Prav iz takih podatkov vidimo nekaj, kar nam drugače ni dano videti. Na primer, na grafu lahko vidimo, kako tudi v zadnjem delu dirke je Max Verstappen dobesedno vozil na polno, ni varčeval z materialom in seveda nekaj, kar smo lahko slutili, glede na to, da je dosegel najhitrejši krog, je tu potrjeno tudi z grafom. Članek, ki ga priporočam v branje, vkolikor ste ljubitelji strategije in želite vedeti nekaj več. In sam priznam, da sem prijetno presenečen nad tem, da se uradna spletna stran Formule 1 loti tudi takšnih, malce bolj poglobljenih tem in da se ne usmerja samo na tiste poenostavitve, ki so značilne prav pod izgovorom, da povprečni navdušenec pač tega ne razume. Po mojem osebnem videnju takšno ravnanje vodi v poneumljanje publike, medtem ko članek Bernie Collins lahko nas, navdušence, dvigne na bistveno višji nivo. A pojdimo k naši tretji temi. V tretjem sklopu se bomo pa ustavili pri novici, ki je v bistvu stara le nekaj ur v času snemanja tega prispevka. Kot poroča portal motorsport.com 7.6. bo James Kay prišel v ekipo Sauber oziroma Alfa Romeo F1 Team 1. septembra 2023.
Vrnil se bo v ekipo, pri kateri je bil že pred nekaj leti in zasedel vlogo tehničnega direktorja. Sam kljub neuspehu pri McLarenu Jamesa Keja še zmeraj cenim, čeprav marsikdo izmed vas lahko ne bo takega mnenja. A to ni tako važno. Zanimivo je nekaj drugega. Namreč James Kay prihaja nazaj v Švico. Pri ekipi Sauber oziroma novemu partnerju Audi so videli potencial. In če smo pravzaprav iskreni, to je že drugi tehnik, ki se je izmuznil možnosti, da bi prišel v skuderijo Ferrari. Namreč tudi pri ekipi iz Maranella rabijo tehničnega direktorja, ampak izgleda, da ga dobesedno nočejo. Namreč Enrico Cardile nam je že mnogokrat dokazal, kako sposoben je pri ustvarjanju novih bolidov Formule 1 in v tem trenutku menim, da je nov tehnični direktor, ki bi nastopil vlogo poleg novega športnega, tisti temelj, na katerem bi se lahko izgradilo ekipo prihodnosti. S tem pa, ko kadri grejo drugam, čeprav v neposredno okolico, se kaže tudi na dejstvo, da pravzaprav tudi inženirji si morda v Maranello ne želijo. A pojdimo še k naši zadnji temi, ki bo malce kontroverzna. Na spletni strani revije Autosprint smo lahko 6.6. videli novico, ki bo nas, navdušence, rahlo začudila. Dobro veste, da v pokrajini Emilia Romagna so bile velike poplave, zato je bila dirka za veliko nagrado odpovedana, ampak za dobrodelne namene so se odločili organizatorji, da bodo na dražbo dali na primer pokale, steklenice šampanjca s podpisi voznikov in tako naprej. Gre za dobrodelno gesto, ki pa na koncu verjetno marsikoga izmed nas rahlo začudi. Namreč cene, ki jih imajo te rekviziti, so vsaj po mojem videnju bistveno previsoke za tisto, kar bi si lahko mi predstavljali. Namreč tisti pokal, ki je bil namenjen zmagovalcu in seveda tudi zmagovalcu med konstruktorji, ima izhodiščno ceno okrog 21.000 evrov, za drugo mesto 17.000 evrov, za tretje mesto 15.000 evrov. Steklenica, s katerim bi zaključili praznovanje na zmagovalnem odru, seveda s podpisi vseh voznikov, naj bi dosegla ceno 11.000 evrov. Vem, gre za dobrodelnost, gre za pomoč regiji, ki je v izjemno kritičnem stanju, ampak meni osebno se pojavlja vprašanje, ali smo normalni. Že cene vstopnic za dirko velike nagrade Formule 1 so poletele v nebo. S tem se še lahko bolj doseže to, da Formula 1 ne bo več popularen šport, popularen v smislu, da bo dostopen vsem nam, ljudstvu. In to je nekaj, kar na koncu škodi sami Formuli 1. Namreč, kaj ti pomeni imeti v zbirki pokal, ki nikoli ni bil podeljen? Prišel bo nekdo in bo vprašal, kdo je pa zmagal dirko za veliko nagrado Emilia Romagna leta 2023. Odgovor bo nihče, ker dirke ni bilo. In drugo vprašanje, ki bo sledilo, vsaj upam, bo to, in tak pokal je vreden 21.000 evrov. In seveda, kot sem povedal, gre za dobrodelnost in tu nimam nobenih pripomb, ampak vsaka stvar, po mojem osebnem videnju, ima svoje meje. Tu pa smo šli malček čez. A gre kot običajno za moje osebno mnenje. In tudi danes smo prišli do konca
tega komentarja novic. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.